Prvo državno tekmovanje računanje igra je bilo izvedeno že pred 18 leti. Učitelji osnovne šole Poldeta Stražišarja vsako leto pripravijo razne naloge tako za šolsko kot državno tekmovanje. Na šolskem tekmovanju je bilo udeleženih dobrih 680 tekmovalcev, na državnem tekmovanju pa kar 105 oziroma z nekaj odpovedmi dobrih 100 tekmovalcev iz 35 različnih šol s prilagojenim programom. V reševanju matematičnih zagat so se v 9 skupinah preizkusili učenci od 4. do 8. razreda programa. Za naše učence je vsako takvo tekmovanje izrednega pomena. Vsak rezultat, pa naj bo zelo dober ali malo slabši, je nek pokazatelj znanja. Gre pa tudi za pridobivanje na samozavesti, na samopodobi. Predvsem se učenci tudi morajo dobro skoncentrirati in je tudi na nek način trening koncentracije in pozornosti. Mladim udeležba na državnem tekmovanju pomeni zelo veliko, zato se nanjo skrbno pripravijo. Vsak dan, zadnji teden pred tekmovanjem, imajo enourne priprave. Seveda pa to, poleg teh intenzivnih priprav, potekajo tudi redne priprave zunaj tega termina. Kakšna je bila naloga? V testu smo imeli naloge za računanje, pa za merjenje, pa za krat račune, pa deljenje. Pa je bilo ful težko tele računati. Težke tele vaje so bile. A niso bile take, kakršne ste se pripravljali, ko ste vadili? Ampak so pa bile par podobne. Zbrane je že pred začetkom preizkusa pozdravil župan Tomaž Mencinger in vsem zaželel obilo uspeha pri reševanju nalog. Tukaj bi resnično pohvalil organizatorja, 18 let praktično polnoletno tekmovanje. Treba pohvaliti tudi tekmovalce, saj vemo, da nekateri potujejo preko cele Slovenije, konkretno od Prekmurja na Jesenice. Tako da tukaj vidimo, da so vložili kar veliko truda in pa napora. Bi pa predvsem želel si, da potem tudi uspešno zaključijo današnje tekmovanje in pa da po vseh teh aktivnostih, ki so, in tudi v tem zaključnem delu, da bi dejansko z lepimi vtisi šli iz Jesenic in mislim, da je to tudi nekako sporočilo občine Jesenice. Mladi so se po tekmovanju lahko nekoliko odpočili z ogledom zabavnega čarovniškega šova v gledališču Toneta Čufarja. V tem času bodo naši sestavljavci nalog in popravljavci naloge popravili. Najboljše pa čakajo bogate nagrade, in sicer nagrade za prva 3 mesta. Nagrade so prispevala različna podjetja, nekaj je knjižnih nagrad, sladkih nagrad, nekaj je kap, šalov, obeskov, skratka, nagrade so zelo pestre in bogate.